Pozdravljeni, sva Jelka in Juri. Nekoč sva se že javljala, ko sva povezovala nekako gradnjo hiše z odnosom. No in sedaj spet želiva deliti z vami eno mnenje. In sicer gre o odločitvah. Ugotovila sva, da je pri gradnji hiše oziroma odnosa treba sprejeti ogromno odločitev, bolj ali manj pomembnih. Dolgo trajati oziroma vsaka odločitev ima zelo, zelo težki izid ali pa se treba strinjati z odločitvijo in tako naprej. Nekako sva ugotovila, da je zelo pomembno, da se oba dva strinjava z najinimi odločitvami, sploh s tistimi, ki so bolj pomembna. Enostavno in nekako praktično v zakonu oziroma pri gradnji, da se stvari odločamo skupaj, da se strinjava z vsako stvarjo, ker če se izkaže na koncu, da je odločitev ni bila najbolj optimalna oziroma celo napačna, enostavno ne moreva kriviti drug drugega, ampak sva oba kriva za nastalo situacijo, ne? Evo, v ozadju je naša hiška, sezidana in s streho. Jaz to sem spet videla eno sporednico z zakonom, ne? Ker pač ni konc, ko se poročiš, oziroma ko dobiš otroke, recimo temelji in hiša in streha. Jaz tak recimo poroka, služba, otroci, ne? Treba je še noto vse zrihtati in se vsak dan odločati, kako bo in kaj bova midva naredila. In vse odločitev morava skupaj sprejemati. Tudi vsakodnevne, kdo bo peljal otroke v šolo, v vrtec, kaj boš oblekel v službo, kaj boš jedel, do dolgoročnih, bom rekla, ali bomo nekaj kupili, ali ne bomo nekaj kupili, ali bomo kaj zamenjali, ali prenovili. Skratka, z odločitvami se res srečujemo vsak dan. In recimo, čisto konkretno pri gradnji, meni kot ženski grozno, ko pride Jure noter in reče: Jelka, prid ven, pa mi povej, kje bojo štekarji. Nimam pojma, kje bojo štekarji. In zato smo porabila še časa, pa bog ve, če smo jih še prav postavila. Jure je res ogromno časa preživel tam in tako je tudi življenje. V bistvu ene odločitve vzamejo ogromno časa. Ene so pa relativno hitro pri roki. Ja, no, pri teh odločitvah, predvsem pri gradnji, najbolj plastično prikazano, obstaja ogromno standardov, katerih se lahko držimo ali si jih pa ne držimo. Potem obstajajo tudi strokovnjaki, ki nam svetujejo. Je pa vedno na naši strani, kako se bomo odločili in kako bomo zadevo izvedli, ker konec koncev bomo to tudi mi plačali svojim, pač v primeru gradnje s svojim denarjem oziroma v primeru zakona svojim, bi rekel, svojo, kako uživamo v zakonu, ne? Počutjem. Ja, počutjem, ja. Tako da standardi so pomembni in tudi mnenje strokovnjakov so pomembna, niso pa najtežja. Mislim, da je daleč največjo težo ima pogovor med zakoncema, med investitorjema v zakonu, ki ob pravilni uporabi pogovora vedno obrodi dobre sadove. Ko pa sam nisi zadosten za odločitev oziroma ne veš, kako in kaj, imaš v zakonu tudi druge pomoči. Kot pomeni duhovnik, duhovni spremljevalec, sveta spoved pride velikokrat prav, zakonske skupine, da si malo podelimo mnenja, je veliko lažje, ker imajo drugi tudi podobne težave in je veliko lažje slišati drugo mnenje. In seveda molitev, ne? In molitev. Pa na konec koncev, prijatelji, ostala družina. Tako da tudi, ko kaj ne gre, ali se pa ne moreš odločiti, je okoli tebe veliko drugih ljudi, na katere se lahko obrneš in jih vprašaš za mnenje. Ampak, ko na koncu dneva je spet odločitev najina. Ja, mislim, da res na koncu, mislim, da je tudi zelo pomembna ta ugotovitev, da ko se odločiš, da tudi na koncu priznaš, da pa če se težko odločiš, da enostavno priznaš, da nisi temu kos in se posvetuješ, ne? Posvetuješ se z zakoncem, z Bogom in s strokovnjaki. Mislim, da je to taka pomembna
pomembna ugotovitev. Ja. Tako. Toliko o najnih odločitvah, Ja. v hiši, v zakonu. Lepo Pa- se imejte. Se vidimo še kdaj Srečno! drugič. Adijo!